Torej, lepo pozdravljeni. Kot veste, Zdravniška zbornica vključuje vse slovenske zdravnike in vodstvo je sicer v Ljubljani, ampak v bistvu smo Zdravniška zbornica zdravniki, ki delamo vse povsod po Sloveniji. No, in mislim, da je prav, da se srečujemo in pogovarjamo pač o težavah in o rešitvah, ki jih lahko dosežemo sami znotraj zbornice. Veseli nas to, kar smo slišali. Vsi so sicer uporabili besedo trenutno, ampak vendarle z temi kadrovskimi težavami, s čimer se pravzaprav tudi zbornica največ ukvarja, je trenutno na Koroškem stanje pravzaprav dobro. Tako primarna raven ima zadosti zdravnikov, ravno tako v bolnišnici. Seveda stvari se spreminjajo, kolegi odhajajo v pokoj in podobno, ampak vendarle z izboljševanjem delovnih pogojev, z velikim trudom vodstev, tako zdravstvenih domov kot bolnišnice, da bi kader pritegnili, se kažejo rezultati tega. Torej, pomembno je upravljanje in pomembno je za tako dragocene kadre, kot so zdravniki, pa tudi drugi zdravstveni delavci dobro poskrbeti. To je videti, da na Koroškem kar dobro uspeva in to nas kot zdravnike nasplošno veseli, da imajo kolegi tukaj dobre pogoje in da radi pridejo v bolnišnico tudi na kroženje specializanti od drugod, ker je prepoznana Slovenjegraška bolnišnica kot dobro učno mesto. Primarna raven seveda ima po vsej Sloveniji kadrovske težave. Težko je navdušiti diplomante medicinske fakultete za specializacijo iz družinske medicine, tako da je bil podan predlog, da bi jo morda približali na nek način že v času pripravništva, v času sekundarjata, to je naslednja stopnja izobrazbe, za katero se pa seveda vsi zdravniki ne odločijo, grejo direktno na specializacijo. Tam je že obvezno, da so 3 mesece bodisi v družinski ali v urgentni medicini, ampak v času pripravništva pa zaenkrat ne in to je morda neka sprememba, ki bi lahko povečala zanimanje. Pa potem se moramo še pogovarjati, to je bila danes samo ena taka ideja. Nekaj težav je v zvezi s pridobivanjem zdravnikov za specialistično dejavnost na primarni ravni, no to bi vam mogoče bolj natančno lahko razložili predstavniki zdravstvenih domov. Če še kakšno vprašanje. Se pravi, to ste zdaj povedali oceno, kar se tiče zdravnikov, a so povedali tudi, kar se tiče drugega zdravstvenega kadra, se pravi, tam pa je verjetno težava. No, seveda, tam je težava, to pač ni področje, ki ga pokriva zbornica, je bilo pa omenjeno zlasti, torej medicinske sestre, kot vedno, srednjih medicinskih sester izrecno primanjkuje, čeprav obstaja v regiji srednja šola za to področje. Potem pa primanjkuje teh kadrov, kot so logopedi, psihologi, skratka vse tisto, za kar mislimo, da pač podpira neko na preventivni način zdravje ljudi in mora biti ljudem približano kraju, kjer živijo. Tukaj so velike težave. Kaj pa Šaleška dolina, ste bili tudi tam danes, ali ne? Ne posebej, ne. Bil pa je predstavnik seveda zdravstvenega doma, torej direktor zdravstvenega doma Velenje. Kako so pa tam s kadri? Ravno tako, dvakrat poudarjena sicer beseda trenutno, ampak trenutno so zadovoljni. Hvala. Besedo zdaj predajam gospa direktorica zdravstvenega doma Slovenj Gradec. Zdravljeni. Lep pozdrav. Mogoče ocena sestanka oziroma kaj ste predstavili? Zelo veseli in ponosni smo, da smo imeli danes tako visok obisk Zdravniške zbornice, saj smo lahko v celotni regiji, vključujoč tudi zdravstveni dom Velenje, se pogovarjali o problematiki na primarni ravni, kaj je povečinoma, kako pridobiti, obdržati zdravnike na področju družinske medicine, kako pravzaprav vzpostaviti ponovno na nek način pediatrijo v Koroški regiji, ker vemo, da je tu veliko pomanjkanje. Dotaknili smo se tudi drugih zdravstvenih poklicev, kako jih pridobiti, obdržati, zadržati, kaj lahko tukaj naredi lokalna skupnost in kaj mi kot zdravstveni domovi. Vsekakor pa si želimo področje specializacij mogoče malo bolj prilagojeno določenim okoljem, kot je tudi naše ruralno, in se mi zdi, da je bil
sestanek zelo dober, ploden. Dotaknili smo se tudi problematike v domovih starostnikov, kjer vemo, da se tudi vključujejo družinski zdravniki in pa mrliško-pregledne službe, ki tudi nekako spada pod zdravstvene domove in vsekakor smo nekako zadovoljni, da smo se izmenjali mnenja in tudi nakazali možnosti razvoja vnaprej. Kakšno je recimo trenutno kadrovsko stanje v zdravstvenem domu Slovenj Gradec? Imate dovolj zdravnikov ali koga bi lahko zaposlili takoj? Družinskih zdravnikov seveda, da nimamo dovolj. Trenutno imamo 9 družinskih zdravnikov, 6 specializantov. Želimo si, bom rekla, opredeliti ali pa izboljšati področje pediatrije, vendar je tu specializacija zelo specifična, kar pomeni, da so naši specializanti pravzaprav 4 leta odsotni iz zdravstvenega doma. To je zagotovo problem. Drugače na področju zobozdravstva smo se tudi dotaknili te problematike in pa razpisa specializacij. Na področju zobozdravstva, ki je problematično, saj smo v tem letu ostali brez 3 nosilcev na ta račun, specializacij iz ortodontije, endodontije in pa tudi protetike. In nekako smo to vrzel uspeli zapolniti, vendar želimo si tudi več spodbude pri mladih študentih, kar bi pa lahko omogočili z regijsko štipendijsko shemo, ki je ta trenutek več ni in si nekako želimo na kak način obdržati mlade v lokalni skupnosti. Gospa direktorica bolnišnice Topolšica. Dober dan, pozdravljeni. Dan. Mogoče najprej vaše ime pa priimek. Pozdravljeni, sem Diana Ramšek, strokovna direktorica bolnišnice Topolšica. Kakšno je torej kadrovsko stanje pri vas? Mislim, da se vsi direktorji srečujemo z podobnimi težavami, v bistvu z upokojevanjem starejših zdravnikov in z velikimi težavami pri iskanju novega kadra. No? Tako, to je kar pomanjkanje kadra, imamo veliko. Koliko recimo zdravnikov bi potrebovali v bolnišnici Topolšica, da bi lahko izvedli program, ki ga imate? Trenutno z obstoječim kadrom z velikimi napori realiziramo program, ampak v bistvu potrebovali bi še vsaj 10 specialistov, da bi v bistvu lahko delali, bom rekla, normalno, ne prekomerno. Kaj pa torej vodstvo splošne bolnišnice Slovenj Gradec. Izvolite še zdraven, če tako vidite, še ne šalijo. Ja. Kakšno je torej kadrovsko stanje v splošni bolnišnici? Kadrovsko stanje v splošni bolnišnici je zaenkrat zadovoljivo, smo veseli z kadrom, ki ga imamo, ki je priden, je delovn, imamo tudi nekaj mlajših, seveda je pa glede na vse potrebe tega kadra premalo. Glede na perspektive, ker skrbimo tudi za bodočnost, seveda nas zelo skrbi na nekaterih področjih, kjer ni interesa recimo za nove specializante. Pri nas je to predvsem potreba po internistiki, se pravi, zelo nam primanjkuje internistov, zdravnikov urgentne medicine, kar tudi prinaša težavo, ker predvsem zdravniki, ki naj bi opravljali specialistično delo na oddelku internističnih strok, se prekomerno vključujejo tudi v reševanje urgentne, torej nujne zdravstvene oskrbe v urgentnem centru. Kako pa je s pediatrično urgenco? Zadnja leta si nekako vzporedno kot za pridobitev enote za hitre preglede na področju odrasle, ki jo sedaj od decembra ponovno imamo v našem urgentnem centru, prizadevamo tudi za vzpostavitev pediatrične enote za hitre preglede. Po regijskih usklajevanjih vsaj zadnjih 2 let smo sklepčni, da to enoto potrebujemo in trenutno pričakujemo tudi v sodelovanju z ministrstvom javni poziv vsem pediatrom v širši regiji, da se vključijo v to enoto, tako da pričakujem, da jo bomo v naslednjih mesecih uspeli vzpostaviti. Tako je vtisno, da v bistvu imate nekako dovolj, hkrati pa so neke bojazni za kader. Tudi predsednica zbornice je rekla, da trenutno stvari gredo v redu. Zaenkrat lahko rečem še enkrat, da smo zadovoljni z kadrom, da ga imamo. V nekaterih bolnišnicah nimajo rentgenskega oddelka, mi smo ga zelo povečali, eden med največjimi v Sloveniji, tudi na drugih področjih. Na enih področjih imamo veliko mladih zdravnikov specializantov, tako kot je pa kolegica povedala, pa na določenih področjih nimamo tega naravnega preraska, ko ga bi rabili. Drugi velik problem pa je, da se nekateri ne želijo vključevati v urgenco, ki je seveda težavna, težka in stresna. Če se bi vsi vključevali, bi bila situacija boljša, ker se bi bremena prerazporedila. Najlepša hvala. Prosim.